Pozdravljeni v avtomobilnosti. Ker je december, bomo motoristični. Zato, ker sta jesen in zima čas, ko se na polju motociklizma predstavijo novosti za prihodnje leto. In ko govoriš o novostih, verjetno misliš na novembrski motoristični salon v Milanu. Milano tudi za Slovence ni predaleč, zato je kar nekaj obiskovalcev tudi iz naše domovine. No, tokrat je EICMA praznoval 110 let s 770 razstavljavci iz 45 držav. In v Milanu so našteli kar 2160 različnih znamk, kar je precej več kot prejšnja leta. In ne boste verjeli, rast predstavljenih modelov in znamk gre pripisati kitajskim proizvajalcem. No, tako kitajski kot evropski proizvajalci pa na vsak način poizkušajo najti tudi električne rešitve, podobno kot v avtomobilskem svetu, ampak evropski motorist v to vabo še ni ugriznil. Salon motociklov v Milanu ni zanimiv samo zato, ker ima res bogato tradicijo, ampak je tudi eden najpomembnejših motorističnih salonov v svetovnem merilu in zato, ker se na njem praviloma predstavi veliko tehnoloških in drugih novosti, ki bodo spomladi motoristom burile domišljijo. Čez zimo pa bodo o nakupu motorja razmišljali. Razmišljanje samo po sebi seveda je prvi korak, ta tudi ni tvegan ne finančno, ne kako drugače. Ko pa pride do nakupne odločitve, pa to že pomeni naslednji korak. Ja, in če smo kaj motoristi izvedeli v Milanu, je to, da je paleta motorjev oziroma izbira je res velika. Kako pa se kupci, motoristi, odločamo za to, kaj bomo kupili in kako včasih predimenzioniramo svoje želje? Activate. Kot prvo, prodajalec mora biti kompetenten, torej mora poznati produkt, mora poznati trende in pa seveda mora si vzeti čas, da prepozna potrebe in ne zgolj želje osebe, ki kupuje motorno kolo. To pa zato, da ji pravilno svetuje. Pri motorjih recimo na splošno govorimo o paradoksu FOMO, fear of missing something, torej strah pred tem, da bi nekaj zamudili. Mi motor moramo imeti, tudi če ga imamo doma, pa če ga samo gledamo. Ampak mi v nobenem trenutku, če ga imamo, ne bomo zamudili tega občutka, da se bomo usedali na, da se bomo vozili, da bomo spet svobodni, drzni, da bomo si vzeli prosti čas zase. Motoristi vedno spremljajo statistiko, vsi spremljamo statistike, zato ker smo obdajani z njimi in seveda nas zanimajo. Če pa govorimo o statistiki, kjer vidimo nažalost črne številke, se pa velikokrat zgodi, da v katerem koli primeru, pa tukaj ne govorim samo o motoristih, na splošno življenju, smo mi prepričani, da nismo in ne bomo nikoli del tega. Da so nesreče stvar drugih. Statistika nas očitno vse zelo zanima, ampak tako bolj nadaleč. Nihče pa ne misli, da bo del statističnih podatkov, še posebej ne tistih povezanih z škodnimi primeri. Ampak vprašanje pred nami pa je, ali nam lahko zbrani podatki o naši vožnji povedo, kakšni vozniki smo. No, nekdo definitivno bdi nad nami. Misliš Google? Ali pa Božiček v tem letnem času. No, dejansko pa prek preventivnih akcij, prek aplikacije, ki spremlja motoristovo vožnjo in pa seveda, tako kot si omenil, nažalost tudi prek škodnih primerov, zavarovalnica dobi relativno dobre informacije, ki nam lahko povedo, ali je nek motorist izbral prevelik motor zase. Osnova za izračun oziroma, da lahko zavarovalnica kot vse ponudi primerno premijo za vse, so podatki. In v prvi vrsti se tukaj naslanjamo na podatke o škodni pogostosti. V našem primeru zavarovalnici Triglav pa uporabljamo tudi podatke, ki jih zbiramo za telematično aplikacijo Drive, ki jo sedaj uporablja že več kot 2500 motoristov, ki so skupaj prevozili več kot 4 milijone varnih kilometrov. Podatki, ki jih z njo zbiramo, so tudi en parameter, ki ga upoštevamo pri nudenju pravičnejše premije za zavarovance. Konkretno v primeru aplikacije Drive se aplikacija Drive uporablja senzore, ki so v mobilnih napravah in na podlagi tega merimo hitrost vožnje in ker tudi vemo, kolikšna je omejitev na posameznih odsekih, lahko izračunamo, če je bila hitrost prekoračena ali ne. Hkrati pa tudi merimo sile zaznane med vožnjo in tako zabeležimo oziroma izračunamo, če je morda kakšna vožnja presunkovita oziroma preostrejša v ovinkih.
In skupek vseh teh parametrov nam da neko poprečna ocena vožnje in v primeru, da je ta na 90, v našem primeru se ta vožnja smatra kot varna. Te podatke pa obogatimo tudi na podlagi podatkov oziroma rezultatov, ki jih dobimo za izvajanje vsakoletnih delavnic varne vožnje. Tudi recimo zanimiv podatek vezan na starost motorja, kjer smo opazili, da imajo novejši motorji nekoliko višjo škodno pogostost in ta škodna pogostost pa tudi narašča z samim tipom motorja oziroma močjo motorja. Motoristi smo torej pred nakupom pred dvema pomembnima mejnikoma. Prvi je verjetno težji in to je, da lastne sposobnosti, želje, potrebe realno ocenimo. Drugo pa je, da v široki ponudbi motorjev izberemo pravega. Ja, in paleta je res velika, tako da lahko vsak tako za svoje fizične lastnosti kot vozniške sposobnosti izbere pravi motor. Če začnemo pri potovalnih enduro motorjih, ki ponujajo daljšo vzmetenje in višje sedenje, kar morda nižje raslim predstavlja kakšno težavo, ampak glede na to, kako so moderni oziroma popularni, so različni proizvajalci našli kar učinkovite rešitve nižanja sedežev. So načeloma težji, kar je pri daljših potovanjih bonus, pri manevriranju skozi mesta pa relativno. Športno-potovalni motocikli. Gre za pravzaprav cestni derivat prejšnjih. Sedenje ostaja relativno višje, tudi položaj sedenja je zelo udoben, saj so to motorji namenjeni za dolga, udobna potovanja, tudi v dvoje. Kljub temu je telo nagnjeno malenkost bolj naprej kot v prejšnjem primeru, zato je, ampak malenkost, večja tudi obremenitev zapestja. Ampak vse skupaj je naravnano na udobje, taka je tudi praviloma vetrna zaščita, ki je praviloma zelo dobro speljana, vetrni tok čez čelado voznika in sovoznika, hkrati pa je tudi kot in postavitev nog taka, da udobje zagotovljeno tudi na daljših poteh. Predvsem pa so to motorji, ki se odlično znajdejo tudi v ovinkih. Zelo popularni so tudi naked motorji oziroma motorji brez aerodinamičnega oklepa. Relativno nizek sedež, pokončna drža pri sedenju, so na nek način derivati športnega motorja, ampak ne s tako visokimi končnimi hitrosti in tudi prestavna razmerja so daljša. Zaradi aerodinamike oziroma pomanjkanja le-te je vožnja udobna tam nekje do 100 km/h. Udobni, poskočni in zabavni za manevriranje. Športni motocikli. To so motorji za izkušene motoriste. V prvi predstavi lahko doseže 160 km/h, pa mu jih ostane še 5. Z lahkoto gremo tudi do 300. To niso posebej udobni motocikli, niti niso namenjeni potovanjem, kaj šele v dvoje, čeprav se kakšni motoristi podajo tudi na take. Drža telesa zahteva tudi nekaj telesne pripravljenosti. Telo je nagnjeno močno naprej, roke so obremenjene s težo, noge močno pokrčene. Vse, motorist in motor, se zlijeta v eno najbolj aerodinamično obliko in hkrati v pozo, v kateri lahko motorist najbolje izkoristi potencial geometrije, geometrijske zasnove motocikla in svoje lastne mase, še posebej pri visokih hitrostih in pri vožnji skozi ovinke. In smo pripeljali do čoparjev. Nizko sedišče, nizko težišče, noge so lahko celo takole naprej, na pol iztegnjene in pa seveda udobna vožnja. Tudi ne tako hitra. No, ker so težki, niso priporočljiva izbira za začetnike ali tiste, ki se v motosvet vračajo po daljšem premoru. Priporočljiva je dobra uporaba ali pravilna uporaba zadnje zavore, kar je v teh motorjih še posebej zanimivo, ker so počasnejši, ampak si prav zadnjo zavoro lahko izdatno pomagamo pri vožnji skozi ovinke ali recimo pri počasnem manevriranju. Veliko specifik torej. No, in upam, da boste na podlagi teh informacij našli pravi motor zase, da bo vožnja varna, udobna, polna užitkov.
The first drive was from Stuttgart, here from the electric software hub to Cassis. This is close to Nice in France. This was 1,008 kilometers, and we just had 14% state of charge left. So we could 140 kilometers add on this journey. The second was to Silverstone to visit our friends from Formula One, and finally Nyck de Vries took the car in Silverstone on the racetrack. But after the drive, we drove there and we saw the car can make more. And my colleague, he's responsible for charging, said, I want to charge the car from zero. And we had 1 hour left in Silverstone to give the keys to Nyck de Vries and said, just make this car as empty as possible. And it came to the pit lane with 0.5% left. So even Nyck de Vries, who took it very hard on the racetrack, wasn't able to get this car empty. But and in sum, on this journey to Silverstone, it drove 1,202 kilometers. Wow. So, and then you went to the desert. Exactly, yeah. From Riyadh to Dubai. It's also approximately a little bit more than 1,000 kilometers, and had a very nice consumption of 7.4 kilowatt hours per 100 kilometers. That also shows that even if you turn on the AC in desert, this car is pretty efficient. And on those missions, we learned a lot about efficiency and had at the same time the clear responsibility to bring this knowledge to mass production car. To bring efficiency to the customer, but not only in the driving discipline, also on the charging. In tako se je zgodil novi CLA. Ta bo v električni verziji učinkovit ne samo samo vožnjo, ampak kar dobesedno čez cel dan. Namreč ne govorimo več samo o energijski učinkovitosti, novo merilo je namreč časovna učinkovitost. Svojo kompetentnost so Nemci spet dokazali z rekordno vožnjo, no tokrat so obiskali čudovito Apuljo, dirkališče Nardo in lahko rečemo ponovno. Namreč po njem so 23. aprila leta 1978 12 ur vozili s povprečno hitrostjo 320 km/h. In avgusta leta 1983 so se po ovalu podili točno 201 uro, 39 minut in 43 sekund. V tem času so namreč rekordno hitro prevozili 50.000 km z modelom 190 E2316. No, tokratni rekord je trajal samo 24 ur, izvedli pa so ga s prihajajočim Mercedesom CLA. How far can an electric vehicle go within 24 hours? We set up this discipline and we delivered 3,717 kilometers. It's a distance from Trondheim to Istanbul. You can reach within 24 hours if there's a chance to drive that fast. How fast? Actually, we drove 210 kilometers per hour all the time. Then we just have this short charging stop. Also, a serial production car will be able to drive exactly so fast. So this was the goal from the project end. The same hardware, software parts was on the track. Yes. Wow, that's impressive. Testna steza so nameščene v pritličju raziskovalnega centra v Sindelfingenu, ki razvija realne avtomobile, ki so že skoraj pripravljeni za cesto. Predlagam pa, da se zdaj odpeljemo v 10 km oddaljen Böblingen, kjer ima Mercedes-Benz svoj razvojni center, v katerem se inženirji igrajo z idejami, ki segajo bistveno dlje v prihodnost. You know, all these solar cells, how they are looking like, and they are flexible in some way, but they are also brittle. So, as you can see, they are out of thin glass, for example, silicon-based, and they have some, let's say, restrictions in terms of bending. We are here working on a different technology which can directly be applied on a metal sheet. This is a coating, and we apply it directly on the surface, and it's flexible, so there's no brittleness in it, and we are able now to cover the whole painted area of the vehicle with the solar material, so that the whole vehicle, all areas which are painted, are becoming solar active. This means that
For example, in southern German area, over the year we can collect around 12,000 kilometers of range just by solar. In the summer, it's going to be on a daily basis maybe 50 to 60 kilometers. In the winter, when it's very dark and rainy, for example, it can be maybe on a daily basis only 1 or 2 kilometers. But in average, this will lead to 12,000 kilometers for a mid-size SUV with an average consumption of around roughly 16 kilowatt hours per 100 kilometers. Free driving from sun power. It will be coated with a color which is 94% translucent, and the appearance of the car will be available in any color. You're talking about the butterfly effect. Yes, it's more or less the reflection of a certain wavelength of the sunlight. So there's no pigments in it. That the appearance will be, for example, in blue, if you have like 450 nanometers of nanoparticles in it. The reflection and the appearance will be blue, although the color is not actually blue because it doesn't have blue pigments in it. But you can do it also in yellow or in red or in any other color you like. And it doesn't have to be necessarily black all over, like a rooftop out of solar cells, for example. No, it's not going to be super expensive. It doesn't have any critical raw materials in it, so it can be fully recycled. It seems like a miracle. But we have prototypes running in our test lab, not applied yet on a vehicle, but we are close to doing that. So this is a very interesting time for us. Naslednja inovacija razteguje življenjsko dobo zavor na življenjsko dobo avtomobila. As on the electric vehicles, we normally have between the wheels an electromotor, which is the dark gray part here. We thought that might be a good option to integrate the mechanical brakes that are normally sitting inside the wheel or inside the rims directly onto the electromotor in terms of optimizing the system, getting rid of any particle emissions, getting rid of any dirt on the rims, but also increasing the quality of the function. We are now having a situation where everything is totally isolated. That means there is no brake dust being expelled to the environment. Within 300,000 kilometers and 15 years, we estimate right now that it's not necessary to change any brake pads. We modified the system. We have now a brake pad completely over 360 degrees. That means the forces applied to the brake pads are reduced because we have a larger surface. We have the brake disc, which is now standing. It's not rotating anymore because the brake pad is rotating, and this gives us the opportunity to water cool it on the backside. So we think this is very beneficial in terms of weight, for example, and in terms of reducing the unsprung masses of the tires, because we get rid of a lot of weight that's normally sitting in the area where the tires are. That means weight reductions always increases the comfort of the vehicle, and the integration directly onto the electromotor has also other benefits, because we now can, for example, close the rims. That means the aerodynamic efficiency will increase, the total cost of ownership will be reduced because you don't have to change your brake pads and your discs anymore. You're fully flexible on the rim design. You don't need to vent your housings where the wheel is normally sitting. With that integration of the brake onto the electromotor, we have always the same friction coefficient and the same, let's say, conditions. That means, I guess, the dosing of the brake might be getting much better in comparison to what we have today. Čeprav so takšne zavore precej realistična prihodnost, pa jih prihajajoči električni model CLA seveda še ne bo ponujal. In smo že pri najbolj avtomobilnostnem vprašanju tega tedna. V pretekli oddaji smo vas vprašali, koliko točk masaže hrbta ponuja najbolje opremljen sedež v novem Passatu. Možni odgovori so bili 3, 4, 6 ali 10. In odgovor je 10. 10 zračnih blazin nameščenih vzporedno v naslonu dopolnita še 2 v sedalnem delu, vse pa aktivirajo mišične skupine v hrbtenici in predelu medenice. Masaža traja do 30 minut, senzorji pa sočasno spremljajo tudi temperaturo in vlažnost blazine.
Zdaj pa k novemu vprašanju. Oblika avtomobila je prvi pokazatelj oziroma prvi pravi test, ki bo pokazal, kako uspešno se bo avto prodajal oziroma se bo obnesel na trgu. In tukaj veliko pomenijo tudi razne dizajnerske oblikovalske nagrade. In eno izmed teh je dobil tudi novi Ford Explorer. Sprašujemo pa vas, morda veste, katero. 3 možni odgovori so Red Dot Award, Good Design Award ali Big Design nagrado. Odgovorite tako, da skenirate QR kodo in odločite oziroma opišete pravilen odgovor ali pa nas obiščete na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Ostajamo pri tržnih metodah in prodajnih strategijah. V avtomobilski industriji je že davno, preden je prišla na polje prodaje neuromarketing in druga znanost, veljalo, da se zelo dobro ve, kaj loči dobrega od odličnega prodajalca. Ko stranka stopi v salon, dober prodajalec naredi vse za to, da ji proda avto. Odlični prodajalci pa naredijo to, da se stranka vrne k njim, ko kupujejo naslednji avto. No, Audiju to zelo dobro uspeva. Nedolgo nazaj je na naše ceste pripeljal A5, ki je bivši A4. To, kako je Audi preimenoval oziroma postavil svojo abecedo, lahko pogledate v kakšni od starih oddaj. Sode so vendarle rezervirali za električna vozila, lihe pa za vsa ostala. No, in o tem, kako se boriti z SUV ofenzivo, smo govorili z direktorjem Audija za Slovenijo, Francijem Boltom. Mimogrede, v Sloveniji se vozi 70 000 vozil Audi in od tega jih je skoraj 40% A4. Kako priljubljen je ta model, nam pove tudi zelo uravnoteženo razmerje med limuzino in Avantom, saj limuzina predstavlja 46%. In kljub splošnim trendom, ki govorijo v prid SUV-jem in seveda zelo priljubljenim našim modelom Q, pa nam A4 še vedno predstavlja desetino prodaje. A5 je na voljo sodobnim dizlom, bencinom, blagim hibridom, seveda ne manjka niti pogon quattro. Prihodnje leto prihaja tudi priključni hibrid, s katerim bo možno več kot 100 km prevoziti izključno z elektriko. Nekoliko kasneje pa še najbolj športna izvedba RS5. Prepričan sem, da bo priključni hibrid imel vedno večjo težo in pa vlogo v našem prodajnem portfelju. December pa je tudi čas, ko vstopimo v finalni del izbora za slovenski avto leta. Uredništva smo oddali svoje glasove in izbrali 5 super finalistov. Zdaj pa je na vas, drage gledalke in gledalci, bralke, bralci, poslušalke, poslušalci, da oddate svoje glasove in nam pomagate izbrati slovenski avto leta. No, ampak še preden smo mi oddali svoje glasove, pa smo vseh 23 kandidatov za letošnji izbor postavili skupaj in preizkusili še enkrat. Med njimi najdemo vse oblike in vse pogonske agregate. Poglejmo 5 super finalistov. Novi Citroen C3 je oblikovno odločno vstopil v svet malih križancev. Je višji kot prej in tudi bolj dvignan od tal. Ponuja zelo dobro udobje na sprednjih sedežih, enostavno razgibano notranjost in presenetljivo udobno blaženje neravnin. Privabi s ceno in enostavno rabo, pa seveda z upanjem, da evropski kupec končno dobi cenovno in sicer privlačno ter okoljsko najbolj smiselno električno mestno alternativo. Električni C3 obeta prav to. Pri novi Dacia Duster letnika 2024 je verjetno najbolj jasno, zakaj je navdušila toliko žirantov. Izstopa po obliki. Duster je v vsaki naslednji generaciji bolj ambiciozen, samozavesten, poln sebe in prepričan vase. Vsaj na zunaj deluje tako. V notranjosti je rast vsekakor opazna, predvsem je boljša ergonomija, a v uporabljenih materialih in premišljenih kakovostnih uporabniških rešitvah notranjost ne sledi zunanji samozavesti. Na drugi strani pa zato ponuja enostavno rabo, tudi bolj grobo in z izbiro pogonom tudi dostopno izbiro za vsestransko zanimiv športni terenec. Peugeot 3008 je z novo generacijo zasijal v povsem novi luči. To je drugačna matematika z 2 ničlama v enačbi.
Močno ga zaznamuje in definira zadnji konec po imenu Fastback, ki je in ni SUV, kar je ali pa ni prihodnost neke mehkejše SUV sodobnosti. Navduši z notranjostjo, ki je nekaj posebnega, in z iCockpitom nove generacije 3008 ponuja nekaj posebnega, nekaj samosvojega. Symbios je nov Renaultov model, ki je umeščen med Capturja in Australa. Gre za kompakten družinski avto, naslednika modela Scenic, ki mu je tudi zelo podoben. Ključna razlika med njima je, da Symbioza še naprej žene tudi bencin. Symbios je trenutno na voljo s hibridnim pogonom, ki je v osnovi enak tistemu iz modelov Clio, Captur in Megane Conquest. V notranjosti sledi hišni oblikovalski recepturi, nas pa je v notranjosti navdušila predvsem zajetna količina odlagalnih mest in možnosti uporabe Googlovih storitev. Škoda Superb je postala še bolj elegantna in samozavestna. To je avto za udobne dolge poti s prtljažnikom, ki ga zlepa ne zmanjka. Predvsem pa je Superb za dolge poti brez ustavljanja vsakih nekaj 100 km, kar se sicer zdi naša nova realnost. To je brezskrben dolgoprogaš v najboljši podobi. Takšne ponudbe danes primanjkuje, sploh ko govorimo o karavanih, ki imajo za kar 690 litrov prtljažnega prostora in ogromno prostora za noge na zadnji klopi. Vsekakor pa v notranjosti ne navduši samo s prostornostjo, ampak tudi z odličnimi materiali in dobro kombinacijo analogno-digitalnega sobivanja. Toliko o superfinalistih za zdaj in na kratko. Zdaj pa hitro na Avtomobilnost MMC, kjer o vseh kandidatih izveste še veliko več, predvsem pa lahko oddate svoj glas. Ja, in se hkrati potegujete za lepe nagrade. Mi se vidimo spet naslednji teden. Do takrat pa srečno!